Danes sem dobil, evo, en kolega mi je prinesel, ne boste verjeli. Register pravnih predpisov Republike Slovenije 2003 smo imeli že toliko predpisov, samo v registru. Zdajle, 2023, po 20 letih, je pa takih registrov tako. In kdo vse to zna na pamet, ljudje božji? To je samo register predpisov, to niso predpisi, samo register, da boste vedeli, v kakšni matrici živimo. To je matrica, mi smo šli iz te matrice ven. Bomo videli, danes bo hec. Dober večer, ob 19. Danes 22.7.2023 vas pozdravljam na 125. Zoomu, na katerem širimo znanje in spreminjamo življenje, Društvo za srečno življenje Belis. Vsi tukaj vas lepo pozdravljamo, ljudje še kar prihajajo, dober večer želim, dobrodošli. Na Zoomu se tudi še pridružujejo naši člani. Dober večer vsem, da vas ne kličemo vseh po imenu, čeprav bi to želel, ampak vsem naenkrat en topel objem, lep večer in hvala, ker ste si vzeli za ta najpomembnejši, mislim, zadnjič je bil še bolj pomemben, ko smo to zglasovali, ampak ta okvir, ki smo ga sprejeli, bomo zdaj pogledali malo, koliko mesa smo dali gor, koliko smo zdaj to obdelali in kakšni so razlogi za to. Namreč vsi govorijo, zapustimo WHO, zapustimo to, on, drug, tret, moramo to, pišimo oblastnikom, delajmo shode, proteste, peticije. Ja, ne vem, a ne, s tem, ko prosiš drugega, kaj delaš, a ne, svojo suverenost predaš drugemu in drugemu naložiš, da mora nekaj narediti, a ne, on je pa svojo dušo s tvojim glasom prodal tujcu in pač dela za tujca. Takrat, ko daš glas nekomu, misliš, da bo delal v tvojem interesu, na kar čez en čas ugotoviš, da so stvari take, da se dogaja to, kar se pač dogaja. In danes bomo pogledali Official Gazette, kot ste videli, sem elektronski mail sporočilo danes dal tudi v angleškem jeziku, zaradi tega, ker imamo iz 32 držav člane in vsi niso najbolj vešči slovenskega jezika, kakšni niso vešči tudi tega prevajanja, ker to bi bilo precej, tako da smo se v društvu potrudili in smo naredili tako, da zdaj v dveh jezikih, angleško več ali manj vsi razumejo in v nekem jasnem, preprostem jeziku smo skušali povedati stvari, ki so. Dokumentacija je pa seveda tudi delno angleško, delno slovensko, v dvojezičnih stolčkih. Sem se spomnil, ko smo to oblikovali na Septuaginto, veste, Biblijo so včasih tako delali. Septuaginta pomeni, da je v 7 jezikih pisano v 7 stolpičkih in so potem gledali zvirnik v aramejščini, v hebrejščini, latinščini in potem seveda v drugih jezikih, francosko, nemško, angleško in tako naprej, da se je videlo, kje so prevajalski kiksi, oziroma da se je lahko preverjalo, če je znal kdo kakšen drug jezik, da je lahko delal primerjave. Zato smo tudi tako naredili. Gremo na začetek, jaz bom čisto na kratko samo povedal današnji urnik, današnji programček, se pravi, naslov je Uradni list Društva za srečno življenje Belis. Naš zakon je uradno objavljen in je začel tudi uradno veljati. Zdaj, mi bomo še notice poslali, ampak danes bomo prebrali 2 pisma, ki smo jih čez teden pripravili za United Nations, za generalnega sekretarja in pa za WHO. General direktorja za tega bomo oba pisma prebrali in jih takoj v začetku tedna tudi odposlali, tako da boste vedeli, kaj bomo poslali. Hkrati pa bomo pogledali tudi tele zapisnike, ki so nastajali tekom tega tedna. Nastalo je veliko dokumentacije in pa še nadgradnja Aneks 1 k našemu zakonu. Ta Aneks 1 govori pa o razširjanju 2 členov iz našega zakona, ki smo ga prejšnji teden potrdili. In sicer 3. in 4. člen govorita o nadzoru članov in pa o zaščiti članov. In smo potem to na dopisni seji v upravnem odboru
smo sprejeli sklep, da se ta člen razširi, smo ga preučili in smo rekli, da ta aneks obvezno moramo vključiti zraven še kot podzakonski akt. Današnji program si shranite ta link ali pa morda celo tam, kjer so povezave in se vam odprejo PDF dokumenti, si te dokumente shranite mogoče na telefon, morda na disk, morda na USB ključek. Če pride situacija in se izkaže, da boste rekli, smo člani društva, imamo to dokumentacijo, ta zakon, ga zmeraj lahko pokažete, prezentirate in to so stvari, ko bomo dobili pa še odgovore na pisma iz United Nations pa iz WHO-ja in pa potem seveda tudi od drugih inštitucij, bom tudi ta pisma podelil, tako da imate vso dokumentacijo v roki. Just in case, imejte to vedno na enem takem mestu, ker je vredno, ker zavaruje življenje vas, vaše bližnje in vaše otroke. Tako da shranite si te stvari na eno tako mesto. To so dokumenti, ki niso moji, ki niso tvoji, ampak so od kompletnega društva. Ja? Evidenčni zapisniki in ostali dokumenti, ta kronologija, ob predlogu in potrditvi za sprejem zakona, ki ga imenujemo, to je zakon ZRO-ZUS. Sem tudi pojasnil, kaj to ime pomeni, dalje smo mu krajše ime, zato da se ga hitro evidentira, da če se kje napiše, se napiše, to je zakon ZRO-ZUS, Društva za srečno življenje Belis, najde se na internetu v uradnem listu in gor so določila in so vsakomu dostopna. Ko je enkrat to javno objavljeno, stopi v polno veljavo. To smo sprejeli na 6. izrednem občnem zboru Društva za srečno življenje Belis prejšnji teden 15.7.2023. Najprej pa gremo k ustavi. Zelo zanimivo 153. člen, ki govori, zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo. Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Državni zbor. Podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in zakoni. Pred 15 leti, nekako nazaj, se spominjam, vsak zakon, ki ga je Državni zbor sprejel, je pisal na vrhu. Ta zakon je sprejet v skladu s 153. členom Ustave Republike Slovenije, potem je bilo ime zakona, namen zakona, zakaj se uporablja in drugi členi. V zadnjem času tega uvodnega dela ni več. Jaz sem ga pogrešal, ampak sem rekel, ne vem, mogoče ne poznam dovolj dobro stvari in sem se poglabljal zdaj zadnja 3 leta in sem ugotovil, zakaj 153. člena po sprejemu zakona naši poslanci zakonodajne službe več ne navajajo. 3-krat lahko ugibate, zakaj ne? Zato, ker niso več v skladu z ustavo in z ostalimi predpisi in tega ne morejo gor napisati. Čist preprosto zato. Posamični akti in dejanja državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ko rečemo nosilcev javnih pooblastil, je to društvo in seveda tudi drugi, ampak mi smo v zasebnem, morajo temeljiti na zakonu ter na zakonitem predpisu. In naši predpisi temeljijo na podlagi zakona o društvih, se pravi 145. člen ustave, zakon o društvih in ključna je pa naša ustava, statut Društva Belis. Zdaj, kdaj začne en tak predpis, ki se ga izda, veljati? 154. člen Ustave Republike Slovenije pravi, veljavnost predpisov in njihovo objavljanje in pravi tako, bodite pozorni. Predpisi morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. To vemo iz uradnega lista. Predpis začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, če ni v njem drugače določeno. Če v predpisu določeno, da začne veljati naslednji dan po objavi, je to tako, če to ne piše, pomeni, da začne veljati 15. dan. Zadnji odstavek. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, vejca,
predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Ste razumeli? Okay. Mi imamo to na naši spletni strani. Res je, da nismo mi lokalna skupnost, da smo druga samouprava, ampak ker smo druga samouprava, je naš predpis v državnem uradnem listu in naša stran je državna stran. Ni samo nek lokalni predpis, ampak naš zakon velja za celotno državo, pa ne samo za državo, ker živimo v globalnem svetu in smo mednarodna organizacija. So ti predpisi, ki jih društvo sprejme in vsak član, ki je, so ti predpisi v mednarodni veljavi in tudi sprejeti po mednarodnih veljavnih predpisih, pogodbah in tako naprej. Seveda s tistimi, ki spoštujejo človekove pravice, s tistimi mednarodnimi predpisi, ki pač še so, če obstajajo, kakor že obstajajo. Ker vemo, da obstaja zdaj siva zakonodaja. Tako, potem, če gremo naprej na 155. člen, prepoved povratne veljave pravnih aktov. Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Se boste spomnili, ko so nekomu, ki si je pridobil neko pravico, lastnino, ali pa je za njega veljal nek zakon in pol so ta zakon spremenili tako, da je te kazali na slabše, to ne gre, preprosto povrat, to je 155. člena, ne morejo imeti učinka za nazaj. Potem je pa še en odstavek, samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljeno pravico. Kaj je zdaj javna korist in kaj je zdaj pridobljena pravica? Javna korist je, recimo, če imaš hišo, pa bi radi avtocesto čez zgradila, ti si pa lastnik, pa si to lastnino kupil, pridobil, pa se pač potem pogajaš v skladu z zakonom, da se omakneš, ti dajo mogoče nadomestek, finančni ali zemljo ali hišo, greš drugam in tam je pač javna korist tista cesta, kakor lahko temu tako rečemo. In če se s tem ne posega v pridobljene pravice, včasih se lahko zakonom posega samo v pridobljeno pravico, recimo, kaj jaz vem, imaš neko zaslužno penzijo, ne vem, neto 1300 evrov in pol pride zakon, ki ti penzijo zmanjša, stroški grejo pa gor, ti tega ne morejo narediti, ker je to tvoja pridobljena pravica, ki si jo pač pridobil in je zakonom bila določena. Velja pač od tega trenutka naprej za nove državljane. Tako da to je en kup takih stvari. Razmišljal sem tudi drugo stvar. Glede na to, kaj se je dogajalo, dragi moji, 3 leta v covidu, koliko zakonov so kršili, sem vmes imel celo pomisleke, da bi sprejeli retrogradne zakone in sicer zakone kazenske za vse tiste, kar so nam naredili, odvzeli računalnike, telefone, nezakonite preiskave, nezakonite globe našim članom, nezakonito odvzem dokumentacije na mejnih prehodih oziroma tudi tukaj po Sloveniji. To, kar ti ljudje počnejo, se pravi, nimajo prvič nobenega znanja, nobenih pristojnosti in to so počeli iz čiste nevednosti po navodilih, pa ne samo po navodilih, ampak tudi po moje malo zadrugiranih. To se pravi, mi smo si zdaj vzeli pristojnost v skladu z Ustavo Republike Slovenije, zaenkrat ta zadeva še velja in drži povsod. Nikjer še ne piše, da Ustava Republike Slovenije ne velja ali da se po njej ne sme pravni svet ravnati. Se pa seveda večkrat ne ravnajo kot da in Ustavo skrivajo pred ljudmi. Veste kaj, Ustava kot taka je največja bremza za politiko, za zakonodajalca, za tiste, ki bi zakonom radi vladali. Jaz sem vam prej pokazal eno knjigo na začetku, torej register pravnih predpisov, ampak to je do 2003, vidite, od nastanka, to je samo register, zdaj smo pa 2023. Mi smo v eni taki pravni matrici, da je vse predpisano, še od tega, da mora biti WC papir 3-slojni, da mora biti, ne vem, kje mora kaj biti, kakšno ceno mora, vse je predpisano, kako morajo črke stati, kje mora biti črta na cesti, kje moraš stopiti, koliko časa parkiraš, naše življenje je v totalni matrici. In zdaj, ker smo v društvu za srečno življenje, taka matrica srečo jasno, da ovira, ker ti paziš na samo na pravila, še pa maska, meter pa pol, ne vem, pol pa še dodatna pravila, pa še restrikcije gibanja na koncu. Glejte, kam smo prišli, kam nas je vse to pripeljalo. Mi si moramo vzeti našo svobodo nazaj,
ker je to od Boga dana pravica, imamo svobodno voljo in smo po Božji podobi ustvarjeni. Pravo kot tako so samo pravilno ravnanje, ki se je pač preraslo v vseh teh časih v eno grozno zver, v enega zmaja, ki grozi z vseh koncev in nam piše globe za vsak korak. Dobro, mi smo potem, gledajte, 13.7. na 6. redni seji upravnega odbora Društva za srečno življenje sprejeli, smo naredili zapisnik in na tem zapisniku v bistvu smo se odločili, da bomo sprejeli ta zakon Društva Belis. In smo to izvedli prejšnji teden, 15.7.23. In če gledate na naš elektronski naslov pod točko 2, so zapisnik za otvoritev 124. seje Društva za srečno življenje Belis in zapis celotne vsebine predstavljenega predloga zakona za sprejem, izstopa iz organizacij Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije in pa seveda noter tudi smo dali predlog za zavrnitev mednarodnih zdravstvenih predpisov. Dragi moji, mednarodni zdravstveni predpisi, kaj se vam zdi, kaj je tista prva beseda, ki vam pride na misel, ko vam nekdo reče mednarodni zdravstveni predpisi? Torej, meni je skozi to bilo v glavi, mednarodni zdravstveni predpisi so predpisi, ki varujejo moje zdravje. Pozabite, ni to tako. Mednarodni zdravstveni predpisi so pravni predpisi za naše življenje, ne pa za zdravje. Kje bom hodil, kako se bom oblačil, kva bom govoril, kako bom ubogal, kje bom potoval, kje me bodo omejili. Skratka, gre za pravni priročnik mojega obnašanja. In to je skrito v ta zdravstveni pravilnik, ki je zavajajoč, nepošten in zdravjem nima nobene najmanjše veze. Nobene. Zato smo mi na 6. izrednem občnem zboru Društva Belis za srečno življenje rekli hvala lepa, mi imamo svoj statut, imamo svoja pravila in mi vaših pravil iz IHR, hvala lepa, ne potrebujemo, zato jih zavračamo. Zavračamo na podlagi vaših zakonov, vaših členov in da boste vedeli, vam povem, konec novembra se izteče rok za izstop, rok za zavrnitev, oziroma rok, ko lahko kaj, če to sprejmeš, rečeš, ok, sprejmem to, ampak tle se ne strinjam, to dajte spremeniti in države se zdaj tako pogovarjajo. Ne gre za pogodbo, gre za okvirna srečanja, v katerem to spreminjajo, dodajajo anekse, vse je že sprejeto, zaradi tega, ker Slovenija nima kaj podpisovati, je že članica Svetovne zdravstvene organizacije od leta 1992, pogodba je narejena, te stvari zraven, ki imajo okvirne sestanke, ki imajo te provisional meetings. Provisional meetings pomeni, prideš tja in ni fiksnega urnika, ampak se kar sproti dogaja, se razvija in ko enkrat tam rečejo, zdaj pa tega meetinga konc, rok je potekel, sprejmejo, se podpišejo, ampak to ni pogodba. To je potrdilo, da so se zmenili v okviru že obstoječega zakona in dogovora. In tega ljudje ne vejo. Tudi ne vejo, da je treba proaktivno nastopati, to smo že v prejšnjem predavanju rekli, da je treba reagirati in na glas povedati, s tem se ne strinjamo v celoti, s tem se ne strinjamo samo v delu, ali pa predlagamo to, karkoli že kdo želi. Če si pa tiho, pomeni, da se pa z vsem strinjaš, kar so rekli tam, zato ker oni so te obvestili po televiziji, javno so ti povedali, in če nimaš nič proti, pomeni, da pač nimaš nič proti, da se strinjaš in to sprejemaš. Pri nas smo rekli, da tega ne bomo sprejemali, ker smo izkusili, kaj pomeni biti tiho in sprejeti pravila njihove igre. Hvala lepa, forever. In smo seveda se odločili pravilno, brez glasu proti, in tukaj je tudi ta zapisnik, tako da danes vas vprašam, ker gre ravno za ta zapisnik, upam, da ste ga prebrali ali pa vsaj kdo, ali ima kdo kakšno pripombo na ta zapisnik, ki ga je Teja pripravila, naša zapisnikarca. Če ima kdo kakšno pripombo, naj pove sedaj. V redu, vidim, da je brez pripombe, srčna hvala za potrditev zapisnika iz 124. seje Društva za srečno življenje Belis z dne 15.7.23, ko smo sprejeli zakon
o izstopu iz United Nations, o izstopu iz WHO-ja in o zavrnitvi IHR, Mednarodnega zdravstvenega pravilnika 2005 z vsemi spremembami, ki so bile že skozi leta sprejeta, ker so to 3 ali 4 pravilniki, plus z vsemi dodatki, ki jih zdaj pišejo, od danes naprej, od te objave uradne, se nas to več ne dotika. Tako da srčna hvala, da ste to sprejeli. Upam, da je bil predlog ne samo dober, ampak več kot odličen. Glejte, danes sem dobil telefonski klic od ene gospe, znanstvenica, je dobila naš društveni mail in je poklicala, odreagirala. Je rekla, pa kaj vi v društvu delate? Pravi, odkje vam te ideje? Vse to je edinstveno v svetu, vse to še noben ni naredil. Jaz sem rekel, vse verjeten, tudi noben ne bere ustave, vse tudi noben ne posluša, kaj govorijo, kako govorijo. Po eni strani, po drugi strani delajo pa državni uradniki, prebivalcem in državljanom probleme, takšne probleme, da ti ne moreš o tem razmišljati, sploh če si nekje v srednjih letih, ko imaš otroke, službo, skrbi, se s pravom pač ne ukvarjaš in prepustiš to tem znanstvenikom prava, ki so pa spet ujeti v Pravno zbornico Republike Slovenije, pa v druge mednarodne inštitucije in seveda, ker so naučeni tako, kot so naučeni, morajo tako početi, če ne so brez kruha in zato smo v začaranem krogu. Hvala Bogu, da smo v društvu Belis to matrico razbili, pogledali, kaj v ustavi piše in morate vedeti nekaj. Torej, kdorkoli od državnikov, dragi moji, dela za javno dobro, je javna oseba, je uradna oseba in je plačan iz davkov, to pomeni, da je v naši službi. Recimo minister, a veste, odkot pride minister? Jaz sem bil ministrant včasih župniku, ko sem bil majhen, 7 leti sem bil ministrant, jaz sem bil že takrat minister. In ti ljudje se ne zavedajo svoje vloge. Oni mislijo, da so naši vladarji. Niso. Dragi ministri, vi ste v naši službi in niste v službi tujih korporacij, niste v službi tujih organizacij, ki vas v angleščini se reče bribe, podkupujejo. In jaz, ko sem volil, če sem koga volil, nisem temu človeku dal dovoljenja, da mojo suverenost iz 3. člena in tudi iz 47. člena preda nekomu drugemu. V njegovem imenu, da nekaj podpiše in mojo svobodo proda. Zdaj moramo mi to delati, se boriti zase, si vzeti nazaj svojo suvereno stanje in povedati, s tem se ne strinjamo. Ker če tega ne rečemo, potem zna biti grozen. Upam, da se bo še kdo zgledoval po nas, upam, da še obstajajo takšne skupnosti, ki niso financirane strani države in odvisne od države, ker potem je to težko narediti zaradi obstoja. In jaz se vam iz srca zahvaljujem vsem, ki ste zdaj online, vsem, ki ste tukaj. Res je, da pride trenutno zelo malo podpore, ampak dovolj pride, da je čist glih na nitki za osnovne stvari, za materiale, tonerje, najemnino, za vse stroške, ki jih pač imamo, ker ne moramo drugega poslovanja trenutno delati, ker smo v tem noter. Tudi se je vse spremenilo zdaj v 2-3 letih, tako da srčna hvala vsem, ki ste prispevali. In vsak evro pride zelo prav. Srčna hvala na tem trenutku. In mi smo res kot skupnost in delamo skupaj. In tudi danes, preden bomo pisma poslali, bomo to podelili z vami, da boste videli, kaj pravzaprav pišemo. Dobro, pod točko 3 tega našega vabila, danes, ki sem ga poslal, je lista s podpisom fizično prisotnih članov na 6. izrednem občnem zboru. Marsikdo se lahko spomni, pa bo rekel, da glasovanje preko Zooma ne velja, ker zdaj pa ni več COVID, pa ni več delo na daleč predpisano in tako naprej. Smo dali ta list gor, kjer je 11 podpisov. Da je pa občni zbor veljaven, zadostuje pa 10 podpisov, tako da imamo enega plus. Tako da nihče ne more reči, da nas zakon ni veljaven, ali da je manj veljaven, ali drugače veljaven, ampak imamo po vseh regalcih. Zato je potem tudi tukaj gor so vsi podpisi, lista prisotnosti, ki jo lahko vidijo in vedno prisotna. Tako da imamo z vseh strani to pravno zdaj urejeno. To je lista prisotnosti fizično tukaj v tem prostoru z dnem 15.7.23. Tako da
ker preko Zooma nismo podpisov vzeli, videli smo številko in smo jo zavedli. Jaz imam sicer to shranjeno, to številko, ampak boljši je fizični podpis, ne? Tako da hvala vsem, ki ste bili prejšnji teden fizično tukaj. Pod točko 4 imamo zapisnik 6. izrednega občnega zbora, kjer je bilo sprejeto glasovanje in na tem listu se vidi, koliko glasov je bilo za in koliko proti. Jaz sem bil presenečen, ker jih je bilo toliko proti. To je bila velika številka, nič. Sem zelo vesel, da smo se vsi strinjali in enoglasno sprejeli predlog. Ta predlog smo pa potem seveda tekom tedna še razširili, in smo zato imeli, gledajte, 17.7.23 prvo izredno sejo upravnega odbora, 17.7., dnevni red. Dnevni red je pa bil razširitev člena 3 in 4 iz zakona UROZUS, Društva za srečno življenje Belis, z nazivom dodatek 1 k zakonu. In tukaj notor imamo določeno tako. Dobro, poslušajte, ker gre za vse nas. Imuniteta in privilegiji članov Društva za srečno življenje Belis. Vsak član obstoječ in ki se bo pridružil, kadarkoli se bo pridružil, ima svojo imuniteto in privilegije. Lejte, se spomnite, ko so rekli v Državnem zboru Republike Slovenije, ko so rekli, ja, vse so poslanci so imuniteto, pa so si zakon naredili, a veste, da ti ljudje tam sploh ne bi smeli imeti imunitete. Imuniteto lahko ima pravna oseba v zasebnem sektorju, v javnem sektorju pa ne more imeti imunitete. Ni šans. Hočejo vsa pravila, ki veljajo za javni sektor, ki pravzaprav plačuje, sponzorira državo, da dela za ljudi, so hoteli dobesedno pokrast. Zdaj se zelo malo govori že o imuniteti poslancev in teh ministrov in ne vem kaj. Ne, ni res. On je javna oseba in se ne rabi skrivati, niti ne rabi varnostnikov, niti ne rabi imunitete, če dela pošteno. Če pa ne dela pošteno, če pa javna sredstva krade, če pa zavaja ljudi z lažmi, preden je izvoljen in daje lažne obljube, lažne najave in je potem izvoljen in se potem to izkaže, se pa seveda mora skrivati. Ljudje so pa brez moči, ker reče, ko ti nekomu daš glas, si brez moči, zato ker računaš, da boš z drugim. Če tole miško dam zdajle, jaz tebi jo imaš ti, nimam jaz. Jaz tudi pred denarju rečem, če imam 100 evrov v žepu, pridem domov in mi žena reče, imaš 100 evrov, imam, daj mi jih dam njej. Kdo jih ima zdaj? Jaz ali ona? Ja, ona. Jaz ne morem več za teh 100 evrov neč kupiti, ona pa lahko. In tako je z glasom. Morate paziti, komu kaj date in kdaj date in zakaj date. In če se izkaže, da mečete energijo, finance, ideje, vaš čas in prijateljstva z nekom, ki ni koristi, ki vas vleče dol, namesto da vas dvigne gor, dajte premisliti o svojem času in o svojih odnosih. Tako, imuniteta in privilegiji članov Društva za srečno življenje Belis, dragi moji, je eden najmočnejših aktov ta hip, kjer smo mi vsi zaščiteni. Če ste brali, da so sprejeli nekje zakon za tiste bogataše, pa za forume, svetovni forum, pa za vse te druge, pa zakaj se tem ljudem nič ne zgodi? Zato, ker so sprejeli zakon, da se nihče ne sme v njihovo stvar vtikati. Oni imajo pa dosti denarja, dajo idejo državniku, oni se pa lahko vtikajo v nas, zato ker to so pa javni uslužbenci in pol nas preko teh ljudi, mi plačujemo te ljudi, oni jih podkupijo, pa ti umestni, ti middle menedžerji, veste, ker politiki so middle menedžerji, med nami pa med temi organizacijami, on ne so nič drugega, kakor samo lutke na špagici, izvajalci, middle menedžerji. Najboljše imeti middle menedžerja, ki je tam leta in leta, ki vse pozna in vse ve in dober naredi, ne za ljudi, pač pa za unga in gledajte, svet se tako spremenja. Moramo paziti, bodimo budni. Vsi ti naši politiki v Državnem zboru grejo tja samo spat. Sej Bruselj namesto njih odloča, tukaj so oni samo izvajalci, kar jim Bruselj naroči, pa še to niso. Najč več ne delajo, ne glasujejo, ni novih zakonov, ni novih stvari, ni dogovorov, ni javne razprave, vse delajo pod ekspres in nujno, da
sprejemajo zakone. Zdajle sem ta teden slišal, kaj je že Inštitut 8. marec in zaščita proti žaljenju odvzem svobode govora. Sem si pogledal to knjižico. Ljudje božji, ko sem jaz to prebral, sem mislil, da mi bo slabo. Oziroma, tako slabo, da z te knjige si tudi ne moreš nekaj obrisati. In bom jaz naslednji teden naredil analizo tega objavil in povedal, kaj pravzaprav vse te nevladne organizacije, vsa pravna imena, pa ne vem, Niko Kovač, pa tamle v državnem zboru dajajo državi navodila, kako naj nek zakon sprejme. In ko ti prebereš, si rečeš, ja, če tak zakon sprejmejo, jaz potem lahko si sam še selotejp dam gor, pa na noge ketno in stojim na miru in sem tiho in ne morem nič narediti, ker je vse, karkoli, kamkoli koga pogledaš, je se počutil nevarnega, karkoli rečeš, je žalitev, karkoli poješ, mislim, konc z življenjem. Na tako stopnjo smo prišli, tako da jaz bom to poskušal naslednji teden, če mi čas dopušča, analizirati. No, gremo naprej. Zdaj imuniteta in privilegiji članov Društva za srečno življenje, jasno so iz tega izvzeti in tudi vseh teh knjig, ampak jim je treba povedati, da delajo narobe. Za naš denar, ki ga damo njim, delajo proti nam. Kršijo ustavo in vse druge člene in pravice. Druga samouprava je po določilih slovenske ustave nedotakljiva za državne organe in za obstoječi državni nadzor. Recimo tega vam v šolah ne povedo. Drugi tudi ne učijo tega, ker to ni v njihovem tržnem interesu. Ustave se pač ne uči. Če se jo pa uči, se jo uči pa v nekih risankah, slikovitih, z primeri, ki sploh ne odražajo pravnega materialnega stanja, ampak so prej kot nezavajajoči. In določilo, ki se nahaja v Ustavi Republike Slovenije, je 144. člen Ustave, ki je predzadnji člen pri lokalni samoupravi in piše, da, če se prav spomnim, ali bi kar prebral, ampak takole je, državni organi nadzorujejo delo lokalne samouprave. Država nadzira lokalno samoupravo, potem je pa 145. člen, kjer pa je druga samouprava, to je naše društvo, ki pa deluje samostojno, v smislu pravne osebe zasebnega prava. Iz ustavnega člena 145, preberite si 145. člen v ustavi in lahko deluje tudi v samoupravnem urejanju posameznih zadev iz državne pristojnosti. To, kar smo mi naredili. Mi smo zdaj naredili iz državne pristojnosti, sprejeli smo zakon, vzeli smo si to suvereniteto, čisto po ustavi, ker smo po 3. členu imamo pravico do samoodločbe, ali preko poslancev, ampak mi smo rekli, bomo se sami odločili in ker smo društvo, smo pravna oseba zasebnega prava, potem lahko delamo tudi v okviru iz državne. In država mora to spoštovati, kar smo napisali in javno objavili. Društvo za srečno življenje Belis, smo rekli, je bil 17. julija v Ljubljani, smo brez glasu sprejeli tudi na tem našem srečanju ta dodatek, ali pa aneks k tem našim zakonu, ki smo ga prejšnji teden brali, to je razširitev k 3. in 4. členu zakona. Za člane in članice o privilegijih in imunitetah kot prostovoljni specialisti pod pogoji, ki jih določa ustavna listina društva. Jaz bom zdaj šel čez ta dodatek z vsemi temi privilegiji, ki jih imamo člani. Dobro poslušajte. Kar bom prebral, je v bistvu nadaljevanje zakona, razširitev 3. in 4. člena. Za članice in člane Društva za srečno življenje Belis, ki so pristopili k društvenemu dogovoru, pomeni, da so postali člani, in ki so sprejeli privilegij o imunitetah kot prostovoljni specialisti pod pogoji, ki jih določa ustavna listina Društva Belis in zakon URO-ZUS, se strinjajo s tem dodatkom 1. K zakonu tega društva, ki smo ga sprejeli z dne 15. julija 2023. Pri uporabi tega zakona URO-ZUS za Društvo za srečno življenje
se standardne določbe iz člena 3 in 4 zakona uporabljajo pod naslednjimi razširjenimi pogoji. Dobro poslušajte, kakšne so zdaj naprej vaše pravice. Člen 3 vsebuje naslednje razširjene določbe. Za identifikacijo se člani društva za srečno življenje izkazujejo z člansko izkaznico in pripadajočimi dokumenti, ki jih je izdalo društvo. Verjetno imate vsi člansko izkaznico in še vse ostalo spravljeno. Dobro je to imeti, ker je to ID, da si član društva. Kaj se zgodi, ko imaš to izkaznico in se tako izkažeš? Dokumenti so označeni s številko članske izkaznice, imajo datum, podpis ter ime in priimek člana in s pripadajočo člansko številko, ki je preverljiva v registru na sedežu društva Belis. To je člen 3. Potem imamo pa člen 4. V členu 4 gre pa za nadzor nad člani društva. Zakon UROMINO-ZUS se razširi na osebe določene za služenje v vseh izvoljenih odborih Društva za srečno življenje Belis, na njihove namestnike in svetovalce, razen če občni zbor z 2/3 glasov ne odobri oprostitve imunitete takim osebam, ter na vse osebe, ki so se prostovoljno pridružile Društvu za srečno življenje Belis in se ustrezno izkažejo z ID dokumenti iz 3. člena. Za vse pa velja. Za vse. Strokovnjaki in člani, pazite, strokovnjaki so na področju in člani, če imaš izkaznico, si član, ki služijo v odborih ali opravljajo izvoljene naloge za društvo, imajo naslednje privilegije in imunitete, kolikor je potrebno za učinkovito izvrševanje njihovih funkcij, dela, vključno s časom, preživetjem na potovanjih, v zvezi s služenjem na takih sestankih ali pri upravljanju drugih naloženih nalog. A. Imuniteta pred osebnim prijetjem ali zasegom njihove osebne prtljage. Primer, če ste na potovanju in vam hočejo, ne smejo. Imate člansko izkaznico, ne smejo. Glede besed, izgovorjenih ali napisanih ali dejanj storjenih med upravljanjem uradnih funkcij, imuniteta pred pravnim postopkom vseh vrst, taka imuniteta velja tudi po prenehanju služenja v društvenih odborih ali pri upravljanju nalog za društvo. Zakaj sem to dal? Zaradi tega, ker sem videl, da ti kar nekaj napišeš, ti kar z YouTubea zbrišajo, ali pa tle te kar nekaj blokirajo, ali pa ti kar nekaj kar obsodijo, če nekaj napišeš. Ne. Glejte, zakaj Pfizerja pa oni, kaj delajo, ubijajo, pišejo, da je cepivo strupeno, pa ima v deklaraciji noter piše, naši to reklamirajo in nobenemu se nič ne zgodi. A ste se kdaj vprašali, zakaj je tako? Jaz sem se, pa sem dobil odgovor. Za takih klauzul. In najboljše se je z orožjem boriti nazaj. To se pravi. Povedal bom še enkrat, ker to je, svoboda govora je ključna. Ker če ni svobode govora, ne dobiš informacije, lahko zapadeš v napačno informacijo, v napačno reklamo. Nekdo ti reče, pa če vsi tako delamo, pa še ti tako nared, a ne? A ja, seveda, vsi v Ljubljancu skočijo, bom tudi jaz skočil v Ljubljancu. O ne, oprostite. A ne, to je tako, še enkrat, glede besed, izgovorjenih ali napisanih, ali dejanj storjenih med upravljanjem uradnih funkcij članov, imuniteta pred pravnim postopkom vseh vrst je imuniteta, taka imuniteta velja tudi po prenehanju služenja v društvenih odborih ali pri upravljanju nalog za društvo. V redu. C. Enake olajšave imajo izvoljeni člani društva v zvezi s financami in omejitvami menjave, kjer so pač valutne menjave, ter glede njihove osebne prtljage, kot so jih deležni uradniki tujih organizacij med začasnimi uradnimi nalogami. Vsi smo pred zakonom enaki. Nedotakljivost velja tudi za vse dokumente in pisne materiale društva. Nihče se vam ne sme dotikati papirjev. To, kar se je zdaj počelo. Zadnjič mi je ena gospa članica, mislim, da je na Facebook napisala, ker sem prejšnji teden objavil, da imamo to. O, gospod Mihajl, kako super, ker jaz, ko sem našemu županu člansko izkaznico pokazala, je rekel, da to en drag velja. Ja, sem rekel, verjetno zato, ker on to posebej razmišlja. Ker tudi vse njegove odločitve in vse skupaj to en drag velja. Meni je zelo žal, da moram dati tako referenco, ampak če nimaš spoštljivosti in spoštljivega odnosa
do nekoga, potem je to zelo vprašljiva služba, tak človek po moje ni niti za župana in žal mi je za lokalno skupnost, ki je takšnega človeka dal na oblast, da se to dogaja. To se pravi, nedotakljivost velja za vse dokumente in pisne materiale, ki jih društva dobite. Nihče to ne sme jemati, dokumentacij in aktov in vsega tega se itak ne sme jemati. Za namene komuniciranja z društvom obstaja neomejena pravica do uporabe. Pazite, digitalne dokumentacije, zasebnih digitalnih naprav, vse to, kar z društvom komuniciramo, in koda kot zakodirano, a ne zaščiteno, in sprejemanje dokumentov ali korespondence po kurirju ali v zaprtih vrečah. Če bi mi imeli ta zakon pred letom in pol, a ne, nam tle ne niti mogli pogledati v telefon, kje ga imaš, ne da ga vzamejo, pa računalniki pa to odnesejo. No in tle sem jaz mislil povratni zakon narediti, ker kadar je tak prekršek narejen, ne moreš kar tako dopuščati in razmišljamo o tem, da bomo mogoče v prihodnje, če tega ne bodo še vrnili, sprejeli zakon in bomo zakonsko kazen pač dali državni upravi, ki se obnaša na tak način, ko se ne bi smeli. Ja? Dalje, privilegiji in imunitete, navedeni v odstavkih B in E, ki smo jih zdaj navedli, se priznajo osebam, ki služijo v strokovnih svetovalnih odborih društva pri izvajanju njihovih funkcij kot takih. Dalje, privilegiji in imunitete se priznajo strokovnjakom društva v interesu društva, pazite, in ne za osebno korist samih posameznikov, ter direktno ali posredno v korist drugih organizacij. Nekdo, ki bi bil v društvu in bi delal zase in bi delal za drugo organizacijo, avtomatsko ti privilegiji ne veljajo. O tem seveda pa odloča naše društveno sodišče. Ja? Društvo ima pravico in dolžnost na podlagi upravnega odbora odpraviti imuniteto katerega koli člana strokovnjaka po presoji častnega razsodišča v primeru, ko bi imuniteta po njegovem mnenju ovirala potek pravice in bi se jo lahko odpravilo brez škode za interese društva. Ja? Člen 3 odstavek 1 in 2 se v zakonu z dne 15. julija 23 razširi na predstavnike. Bodite pozorni, povejte to novim članom, da imamo to napisano. Se razširi na predstavnike pridruženih članov društvu, ki sodelujejo pri delu v skladu s členi 8 do 18 iz ustanovne listine. A veste, kaj členi od 8 pa do 18 pravijo v našem statutu? Člen 8. Ja, društvo v svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost, se pravi, imamo obveščevalce, ki širijo znanje, ki javnost obveščajo in druge stvari. Potem vse, kar je namenjeno skozi cilje društva, naš 9. člen poznate, vsak, kdor predava, kdor pripravlja, kdor sodeluje kakorkoli, a ne, je tukaj noter vključen v vse to, nikogar ne smejo napoti, če pride v društvo ali pa tako kot ste zdaj vi sodelujete, ustavljati, pregledovati, nikoli in nikjer. Potem pa seveda tudi naloge društva pri uresničevanju svojih ciljev in še tukaj je noter članstvo povezano in še druge stvari, pravice članov društva, katere so in tudi dolžnosti, seveda. In tako vse do 18. člena iz ustanovne listine. Vsak, kdor se včlani in se strinja s statutom, avtomatsko pade v to za privilegije imunitete. Oprostitve in olajšave navedene v določbah, bom rekel, tega dodatka 1, o katerem zdaj beremo, se avtomatično priznajo določenim osebam, brez da bi bilo treba kaj posebej. Se pravi, predsedniku društva ter organom društva iz člena 19 statuta. To je pa čist posebno priznanje in sicer iz 19. člena statuta. Vidimo, to se pravi občni zbor, glejte, iz 19. člena, organi društva so občni zbor je kdo? Kdo je občni zbor? Vsi, pa prav? Okay. Upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in tako naprej. Se pravi,
Privilegiji, imunitete, oprostitve in olajšave, navedeni v določbah dodatka 1, se avtomatično priznajo namestniku zastopnika, pomočniku zastopnika in predsedniku društva ter organom društva iz člena 19. Ok? Pravi, brez izjeme. Ja? Je narejen malo zvito, ampak tako je tudi prav. Ok? Dodatek 1 k temu zakonu, ki smo ga ravno kar prebrali, Društvo za srečno življenje, se pravi, je 17.7. na svoji seji s sklepom sprejel in potrdil upravni odbor Društva za srečno življenje Belis v Ljubljani dne 17. julija 2023 in 21.7.23 je šla javna objava zakona v uradni list Društva za srečno življenje Belis. Glede na to, da smo zdaj skupaj že slabih 50 minut, bi jaz, preden preberem še eno pismo, drugo pismo, ki ga imam na programu, preden še par stvari povem, predlagal 10 minut pauze, da se malo sprehodimo in se dobimo ob polni uri, pa povem še to, kar je, potem pa Iviljana, zvečer pa film. Ok, hvala.